Palermo je največje mesto na Siciliji z 1,2 milijona prebivalcev in je pomembno pristanišče v tem delu sveta. Mesto so ustanovili Feničani v 8. stoletju pred našim štetjem in je drugo največje zgodovinsko središče v Evropi. Naš ogled mesta pričenjamo na trgu pred železniško postajo. Trg je bil zgrajen ob koncu 19. stoletja skupaj z železniško postajo, ki so jo ravno prenavljali. V sredini zelenega trga je kip Vittorija Emanuela Savojskega, ki je imel nadimek kralj Gentleman. Bil je zadnji sardinski kralj in prvi kralj Italije. Na nasprotni strani je monumentalni vhod na znamenito Via Roma. Zgradbi sta bili končani malo pred drugo svetovno vojno in zgradil jo je modernist iz Palerma. Via Roma je os, ki povezuje zgodovinsko središče z železniško postajo. Ob poti je vrsta pomembnih zgradb in zgrajena je bila v prelomu z 19. in 20. stoletja. To je tudi nakupovalna ulica, vsaj bila je. Vodnjak sramote je zloglasni spomenik, ki je uspel razjeziti cerkev, in to ne brez razloga, saj prikazuje skupino golih moških in žensk. Reakcija prebivalstva v 16. stoletju je bila nepopisna. Morda najbolj jezna od vseh je bila sestra Marija iz bližnjega samostana Santa Katarina, ki je kričala: "Kako sramotno!" In fontane se je prijelo ime Sramotni vodnjak. Pa vendar je tu že 450 let. Množica golih kipov predstavljajo alegorije, mitološka bitja, božanstva in živali. Na trgu Pretorijo, kjer je Sramotni vodnjak, je palača Pretorijo ali Orlova palača, ki je sedež mestne občine in datira z konca 15. stoletja. Palača je skozi stoletja doživela mnogo preobrazb. Današnja je iz konca 19. stoletja. Cerkev Martorana je bila zgrajena v sredini 12. stoletja. Martorana je sadje, iz katerega delajo marcipan, vendar je tokrat ime dobila po ustanoviteljici plemkini Martorani. Notranjost cerkve je en sam mozaik, dokaz pravoslavne kulture, ki navdušuje. Poleg Martorane je cerkev San Cataldo iz istega obdobja, ki pa ni bila nikoli okrašena, ker je bil ustanovitelj umorjen. Cerkev je primer čudovite arabsko-normanske arhitekture, enega od 9 zgradb v Palermu iz tega obdobja. Ob Via Roma je še en zgodovinski trg iz 14. stoletja, ki ga je vredno videti. To je San Domenico, kjer je tudi istoimenska baročna cerkev. Od leta 1853 je cerkev postala mestni panteon, kjer so pokopani slavni Sicilijanci. Glavna fasada je razdeljena na 3 dele s pari stebrov, ob straneh pa sta 2 zvonika. V središču trga so postavili stolp, na vrhu katerega je kip Brezmadežne. Slog spomenika je tipično baročni in poleg stebra najdemo kipa 2 papežev in 4 angelov. S trga San Domenico zavijemo navzdol na tržnico Vučirija. Palermo je znan po svoji ulični hrani in tu so kar 4 velike tržnice. Z lahkoto jih lahko obiščete vse 4 v enem dnevu. Vučirija je bila nekoč največja in najslavnejša med 4 tržnicami, tudi zaradi bližine pristanišča. Prišli smo ob nepravem jutranjem času,
ko je bila vučerija še prazna in zaspana. Vendar se pravi čar vučerije prične šele zvečer. Ko sonce zaide, se ta tržnica spremeni v eno najbolj živahnih in zabavnih prizorišč in prične se nočno življenje v Palermu. Tu je bilo polno starejših fantov, ki v filmih Boter ne bi bili videti nič nenavadnega. A vedno boš ostal v naših srcih. Fantje iz vučerije. Mesto, ki je polno zgodovinskih lepot in bogate dediščine, delita dve glavni ulici, ki se sekata v Quattro Canti, ki velja za središče starega mesta. Trg je omejen s popolnim krogom in uokvirjenimi fasadami 4 stavb. Vsaka stavba zasveti v soncu enkrat na dan in Italijani so to poimenovali gledališče sonca. Arhitekt Giulio Lassa je vsak vogal oblikoval s 3 vrstami slogov. Dorski na dnu, jonski na sredini in kompozitni na vrhu, ki je nekaka mešanica slogov. Kipi krasijo vsako od 3 stopenj, ki predstavljajo letne čase na dnu, španske vladarje na sredini in ženske palermske svetnice na vrhu. Cerkev svetega Salvatoreja je pomemben spomenik iz 17. stoletja. Pročelje stavbe je okronano s 3 velikimi bakrenimi kipi. Veličastna notranjost, navdihnjena z baročnimi cerkvami v Rimu, pa ima veliko in svetlo ladjo. Nadaljujemo po glavni ulici Palerma, to je Via Vittorio Emanuele, proti katedrali. V samem zgodovinskem centru, v palači Castrone, je znamenita Mez restavracija, najboljša Michelinova restavracija v mestu. V isti stavbi je tudi muzej ite revolucije na Siciliji. Stolnica se nahaja v najstarejšem svetem območju Palerma, kjer so Feničani, Rimljani, Bizantinci in Arabci predtem zgradili svoje bogoslužne objekte. Leta 1184 so jo zgradili Normani na mestu muslimanske mošeje in odraža mešanico različnih arhitekturnih stilov, zaradi katerih je edinstvena. Razlog za gradnjo te katedrale je bil preseči katedralo v Monrealu, tako da si lahko predstavljamo, kako arhitekturno pretiravanje je bilo vpleteno zaradi konkurenčnosti. Najpomembnejša od teh preobrazb je bila v 18. stoletju, kjer kupola deluje kot bistveni element uravnoteženja med gotiko in neoklasicizmom. Velik portal iz 14. stoletja odpirajo bronasta vrata. Tu je slikoviti portik, pokrito preddverje, v gotsko-katalonskem slogu. Glavna atrakcija so kraljeve grobnice. Velika bela notranjost je hladna v primerjavi z zunanjostjo. Palazzo dei Normanni se imenuje tudi kraljeva palača v Palermu. Grad je bil sedež sicilskih kraljev z dinastijo Hauteville in je kasneje služil kot glavni sedež oblasti. Od leta 1946 je sedež regionalne skupščine Sicilije. To je najstarejša kraljeva rezidenca v Evropi. Okoli 10. stoletja so jo zgradili arabski emirji. Za svojo arhitekturo so uporabili tehnično mojstrstvo muslimanskih delavcev in tako rodili arabsko-normansko umetnost. Pripraviti se je bilo potrebno za dolge vrste, najprej za vstopnice in nato za vstop v kapelo.
Palazzo Reale ali Kraljeva palača je spomenik, ki simbolizira bogastvo normanskega kraljestva. Tu so se zbirali cesarji, največji znanstveniki in pesniki, glasbeniki in slikarji tistega časa. Varovana kot zaklad je Palatinska kapela, najlepša, kar jih obstaja na svetu, najveličastejši religiozni dragulj. V kapeli so slavni bizantinski mozaiki. Najstarejši so verjetno tisti, ki pokrivajo strop, boben in kupolo. Svetleči mozaiki so pripisani bizantinskim umetnikom, z ilustriranim prizorom svetega Janeza v puščavi ob severni steni in pokrajino Agnus Dei. Pod tem je 5 svetnikov, grških očetov cerkve. Preostali mozaiki so izdelani na bolj surov način in imajo latinske in ne grške napise, verjetno delo lokalnih obrtnikov. Ti deli so bolj pripovedni in ilustrativni kot nadnaravni. Nekaj mozaikov ima posvetni značaj in predstavlja orientalsko floro in fauno. Nadstropje više je vstop v kraljevo rezidenco. Vredno je obiskati elegantne sobe v palači, kot je Sala d'Ercole, Herkulova dvorana, danes sedež sicilijanskega regionalnega parlamenta. Ime je dobila po ciklu slik posvečenem grškemu mitološkemu junaku. Viceroy Hall z znamenitimi 21 portreti podkraljev, predsednikov in poročnikov kraljestva, ki so jih naslikali pomembni italijanski slikarji 18. stoletja. Sledi pompejanska soba z značilnimi freskami v pompejskem slogu iz leta 1830. Tema je zmagoslavje Venere in Erosa. V stropu se vije friz igrivih kupidov. Torre Pisano je edini srednjeveški stolp, ki je preživel stoletja rekonfiguracij palače. Stolp že od leta 1791 gosti astronomski observatorij. Dvorana kralja Ruggera, ki je bil prvi sicilijanski kralj, se nahaja znotraj stolpa Pisana. Ta pravokotni prostor, pokrit s križnim obokom, vsebuje izvrstno mozaično dekoracijo na podlagi zlatih ploščic, delo mozaičarjev, ki so se šolali v Bizancu. Sobane Duca de Montalto sestavlja več sob v pritličju in kleti. Klet je bila predvidena za skladišče streliva. Leta 1637 je predsednik kraljestva Don Luigi Moncada, vojvoda Montalto, predal starodavno skladišče streliva najbolj nadarjenim umetnikom tistega časa, ki so ga preoblikovali v poletno dvorano sicilijanskega parlamenta. V kletnih prostorih palače so bile znamenite ječe, ki so bile tako zelo majhne, z zelo nizko vhodno odprtino, da si moral iti po vseh 4. Obisk ni za klavstrofobične. Na zadnji strani palače so pa kraljevi vrtovi s številnimi starimi drevesi in lepimi kamnitimi spomeniki. Ker je bil tisti dan zelo vroč, smo obisk parka skrajšali in se umaknili v palačo. Pri vhodu je razstavljena lepo ohranjena zlata kočija iz 18. stoletja, s katero so odprli slovesnosti ob 120-letnici kraljevine. Porta Nuova predstavlja vhod v mesto z zahodne strani in stoji ob robu Palazzo Reale.
Spomenik zmagoslavja je bil postavljen 1535. leta v čast cesarju Karlu V. Pročelje, ki gleda na mesto, je strukturirano kot slavolok, kjer so tudi 4 ženski doprsni kipi, ki prikazujejo mir, pravičnost, resnico in obilje. Porta je nadgrajena z zvonikom, prekritim s ploščicami, ki prikazujejo orla z razprtimi krili, simbol mesta. Segesta leži na zahodu Sicilije v bližini avtoceste za Trapani. Starodavno mesto na hribu je bilo naseljeno v srednjem veku in se ponaša z razpadajočimi ruševinami normanskega gradu, majhne cerkve in mošeje ter klasičnim amfiteatrom. Do mesta, ki leži visoko na gori Barbaro, smo se popeljali s šatlom po kar strmi cesti. Od postajališča do vrha gore je še 10 minut hoje, kjer so ostanki starodavnega naselja. Rimski amfiteater je bil zgrajen v 2. stoletju pred našim štetjem, v času tranzicije Grške v rimsko arhitekturo in je lahko sprejel okoli 4000 gledalcev. Še danes ima odlično akustiko. Amfiteater so uporabljali za različne predstave, vključno z gledališkimi predstavami in gladiatorskimi igrami. Samo nekaj vrst kamnitih blokov je ostalo od scene gledališča. Pod amfiteatrom je bil vodnjak in rezervoar za vodo, za oskrbo gledalcev in nastopajočih. Grški tempelj, zgrajen v 4. stoletju pred našim štetjem, je osrednja točka Segeste. Tempelj je dolg dobrih 60 metrov in širok 26 metrov, s skupno 36 dorskimi stebri. Splošno sprejeta je barvita teorija, ki navaja razlog za gradnjo templja. Ker je bližnje mesto Selinunte ogrožalo Segesto, so iskali pomoč zunaj Sicilije in se za pomoč obrnili na Atene. Atenci so, preden so poslali delegacijo diplomatskih odposlancev, da raziščejo trditve mesta o bogastvu. Da bi Atence zavedli, da je njihovo mesto bolj uspešno, kot je dejansko bilo, so Segestanci zgradili tempelj, da bi naredili vtis na svoje obiskovalce. Ko so gostje odšli, se je gradnja ustavila. Selinunte je nedvomno eno najbolj spektakularnih krajev starodavnega sveta. Stoji na planoti ob morju in je dobil ime po Selinonu, divjem peteršilju, in je simbol mesta. Mesto ni imelo lahkega obstoja, še posebej, ko so se odločili okrepiti trgovino na obali Tirenskega morja s širitvijo na ozemlje Segeste. Selinunte in Segesta sta bila res velika tekmeca in nenehno v vojni. Mesto so tako uničili Kartažani, ki so bili na strani Segeste, in zasužnili ali pobili okoli 21.000 moških meščanov. Na vzhodnem hribu najdemo svetišče, zgradbe imenovane tempelj GEF. To je klasični dorski tempelj, posvečen Heri in ima 15x6 stebrov. Tempelj je bil obnovljen leta 1959 na kontroverzen način. Večina turistov pa se zadovolji z rešitvijo,
saj tempelj na spektakularen način ponazarja svoj razcvet. Tempelj G je Cevsov tempelj s površino 113 krat 54 metrov, to je 17 krat 8 stebrov. Je največji v Selinunteju in eden največjih v celotni grški antiki. Domneva se, da gradnja nikoli ni bila končana. Skulpture, najdene na arheološkem najdišču Selinunte, se nahajajo v Narodnem arheološkem muzeju v Palermu. Za osvežitev smo našli prodajalca granite. To je napol zamrznjena italijanska sladica, narejena iz sadja, sladkorja in vode. Podobna je sorbetu, le da so njen čar drobni ledeni kristali. Neverjetno dobra. Kratko potovanje z vlakcem do Akropole. To je utrjen najvišji del starih grških mest, kjer najdemo arhaična templja z imenom C in D. Tempelj C je najstarejši na Akropoli in eden glavnih primerov grške arhitekture. Morda posvečen Apolonu, ima peristil s 6x17 stebri. Sosednji, zelo podoben tempelj D je morda posvečen Ateni. Čudovito je bilo tavati po starodavnih ulicah mesta in si predstavljati, kakšno je bilo življenje pred vsemi tistimi tisočletji. Na gori Eriče, ki leži 750 metrov nad morjem, je istoimenska vasica ter Venerin grad. Odtod je čudovit razgled na mesto Trapani in Castello Amare. Vstopili smo skozi vrata Porta Trapani. Kot se za goro spodobi, smo se morali povzpeti nanjo in se to dobro oznojiti. Tu je normanski grad iz 12. stoletja, ki stoji na osamljeni pečini v jugovzhodnem kotu vrha gore Eriče. Zgrajen je bil na ruševinah elimsko-feničansko-rimskega templja. Tempelj Venere Eričine je kult ženskega božanstva plodnosti. Poleg njega so stolpi gradu Balio. V zgodnjem srednjem veku je bila večina ostankov svetišča izgubljena in na tem območju se je pričela gradnja gradu s strani Normanov. Dva stolpa gradu Balio sta bila s templjem povezana z dvižnim mostom. Za gradnjo so uporabili tudi fragmente starodavnega svetišča. Trdnjava je bila do 16. stoletja kraljevi trg za aragonske podkralje. Z Bourboni je postal zapor. Le nekaj nižje pod trdnjavo leži ljubek mali grad Torreta Pepoli s čudovitim razgledom. Lastnik jo je uporabljal za razmišljanja in mesto, kjer je sprejemal obiske. Srednjeveško mesto Eriče, boljše vas, je polno ozkih ulic in majhnih trgov, obkroženih s cerkvami in plemiškimi palačami. Posebej izstopajo cerkve, tako da je bil Eriče znan kot mesto stoterih cerkva in velja za eno najlepših vasi v Italiji. Do Castello di Venere vodi prava gorska cesta in zelo udobna žičnica. Z vrha lahko uživate v čudoviti panorami. Zaradi lepote kraja je zelo popularen med mladoporočenci za civilne poroke. Mogoče je rezervirati čudovit park Giardino del Balio in uživati v sijaju gradu ter v čarobnem vzdušju.
Trapani je majhno mesto na zahodni obali Sicilije z letališčem in ima okoli 68.000 prebivalcev. Tako ga vidimo z gore Eriče, mesto, njegove soline in čudovito morje, ki je vir prihodka za ribiško panogo. Trapani ima več cerkva, ki so vredne obiska, sicer pa je to staro mesto. Ko se sprehodite skozi njegovo zgodovinsko središče, so prisotni različni arhitekturni in umetnostni spomeniki, ki so jih številne vladajoče sile pustile za seboj. Najstarejše in najbolj imenitne ulice mesta so Via Garibaldi, Corso Italia in Corso Vittorio Emanuele, kjer so tudi najlepše stare stavbe. Katedrala San Lorenzo je najpomembnejša cerkev v Trapaniju. Postavljena je bila v 14. stoletju kot kapela. Glavna značilnost katedrale je loža v njenem pročelju. Skozi stoletja je bila večkrat rekonstruirana, zadnjič v 18. stoletju. Palazzo Senatorio, mestna hiša, svojo imenitno fasado in pripravljajo se na praznike. Zgrajena je bila v 17. stoletju s fasado v baročnem slogu. Leta 1828 so dodali 2 velika ohišja za uro in datumski mehanizem. Baročna fontana di Saturno stoji na majhnem trgu Chiesa di Sant'Agostino. Zgrajena je bila leta 1342 in okrašena s kipom Saturna, mitskega ustanovitelja Trapanija. Bila je ena od 3 fontan, ustvarjenih z vode s pobočij Eriče do hiš v središču mesta. Spomenik Giuseppeju Garibaldiju stoji v središču Garibaldijevega trga, nasproti pristanišča. Iz belega marmorja ga je izdelal kipar Leonardo Croce leta 1890. Je človek, ki je postal znan po sodelovanju v vojnah, ki so na koncu povzročile politično združitev Italije ob koncu 19. stoletja. In kakšno hrano imajo tu? Med najbolj značilne izdelke sodijo rdeče kozice, pa nubijski rdeči česen, pa vasteda, ki je blag, lahko prebavljiv sir. Črni kruh, castelvetrano in je na vrhu kavne barve z zlato-rumeno notranjostjo. Morska sol Trapani je znana po vsem svetu. Kapre pantellerije se nabirajo med majem in septembrom. Jedem dajejo intenziven, nezamenljiv okus. Ena od jedi, v kateri se uporablja, je jed iz jajčecev caponata. Za čas, ko smo bivali v Trapaniju, smo spali v hotelu Imulini Resort. Letovišče je rezultat prenove starodavne solinarske hiše iz konca 18. stoletja. Nahaja se le streljaj od morja in ima svojo restavracijo s pogledom na morje, kjer strežejo tipične sicilijanske jedi. Marsala je alkoholizirano vino, suho ali sladko, proizvedeno v regiji Marsala na Siciliji. Mesto je znano po pristanku Garibaldija s svojimi 1000 vojaki 11. maja 1860 in po vinu Marsala.
Značilnost območja je naravni rezervat Laguna Stagnone, morsko območje s svetovno znanimi solinami in mlini na veter. V mesto stopamo skozi eno od dveh še obstoječih vrat, Porta Garibaldi in Porta Nuova. Za slednjo lahko rečemo, da so jo zgradili iz potrebe po arhitekturni sklenitvi glavne ulice. To je bilo ob koncu 18. stoletja. Sedanja rešitev z enim lokom spominja na idejo rimskega slavoloka. Ulice starega dela mesta so po večini pozidana z baročnimi stavbami. To so palače starih družin iz Marsale ali pa zgradbe namenjene mestni upravi in drugim institucijam. Seveda ne manjka cerkva, ki so tako stalnica v sicilijanskih mestih. Gospodarstvo Marsale je še vedno odvisno od pridelave vina, čeprav je turizem rastoča panoga. Marsala je svojo 14-kilometrsko obalo peščenih plaž in čistega morja in dostopom do bližnjih Egatskih otokov pomembna sicilijanska turistična destinacija. Vino Marsala se najpogosteje uporablja v kulinariki za ustvarjanje oreškov ali bogatih karameliziranih omak. Vina za kuhanje se razlikujejo od časa staranja, lahko tudi več kot 10 let. Vino Marsala, ko je odprto, bo še mesec dni ostalo sveže. Vina dosegajo izredne stopnje alkohola, tudi do 19%, in visoke stopnje sladkorja, kar ta vina postavlja na sam vrh desertnih vin.